Omenjate leto 94, ste vi prebrali dobro ta dokument, namreč datiranje na 91. Ja, leto. seveda, dokument je datiran na 91, ampak govori se, da pa ta dokument se je našel leta 94 tega celega svežnja iz afere Depala vas. Zdaj, zakaj ste se dejansko odločili? Pravite, niste podaljšana roka Janše, torej zakaj? Mislim, ve se, da ste pisali prej blog, ne, ki je bil provladni. Res je. Glejte, jaz mislim, da vse navedbe o podaljšanih rokah, o potakencih, da so dejansko iz trte zvite. Jaz gospoda, ki se omenjate v tem kontekstu, gospod Janša in gospod Jelinčič, jih dejansko sploh osebno ne poznam, jih nikoli v življenju nisem videl, niti srečal. Tako da podaril bi še pa rad to, da Sašo Peče je bil oseba, ki me je povabil k sodelovanju z Lipo. To se mi zdi ključnega pomena in tukaj odločno zanikam vse navedbe, vse manipulacije, vse diskreditacije, ki tudi letijo na moj konto, da je bila to dejansko neka uigrana igra z neke tretje strani. Rad bi poudaril, da gre za resnico, resnica mora biti predvsem in tukaj mislim, da je bilo to edino pravilno, da se v tej luči tudi razkrije početje poslancev Lipe, ki dihajo samo zato, da, kot sami javno tudi govorijo, da zrušijo Janeza Janšo. Zdaj, ko ste bili na razgovoru v začetku, ne, torej ob vabilu k Lipi, zakaj ste se vi odločili k Lipi pristopiti? Ste iskali takrat samo službo ali ste temeljito prebrali njihov program? Program Lipe je kot vsak drug program bilo katere resne stranke zastavljen tako, da dela za dobrobit Slovenije. To glede programskega dokumenta, katerega ima Lipa, tam noter ni napisano, da se mora za vsako ceno rušiti Janez Janša. Tako da sama filozofija, ki je napisana v dokumentu Lipe in kot bi rekel, najbolj se hoče profilirati kot neka socialna stranka v zadnjih časih, sem verjel, da je dejansko to stranka, ki omogoča Sloveniji boljšo prihodnost, ampak potem sem dejansko, moram povedati, da sem dejansko edini naivnež, ki sem sprejel to Pečetovo vabilo k sodelovanju, če bi vedel, kako bojo se stvari nadaljevale, stopnjevale in da je dejansko tu poanta vsega, še enkrat znova ponavljam, rušiti Janeza Janšo, ne bi sprejel tega vabila na mesto vodje poslanske pisarne, poslanske skupine Lipa in bi ga takrat že odločno zavrnil. Ste imeli vi takrat službo? Seveda, jaz sem že z gospodom Sašo Pečeto povedal, da mene zanima predvsem blagostanje Slovenije, politika, ki gradi za človeka in ki človeka postavlja v ospredje. To so bile dejansko, bi rekel, ene komponente, ki so me pritegnile. Njemu sem povedal, da jaz finančno, na srečo nisem finančno odvisen od bilo kogar, zahvaljujoč mojemu prejšnjemu delu. Kaj ste delali? Dejansko mi imamo že nekaj časa podjetje, ki se ukvarja s prevajanjem. Ta podjetje še zdaj normalno laufa in tudi, če bo potrebno, se bom zdaj vrnil nazaj na prejšnjo delovno mesto. To sploh ni doben problem, ga ne vidim v tem segmentu, tako da tukaj samo začetno sodelovanje je baziralo na tem, da sem res verjel, da je Lipa na tem prostoru nekaj, bi rekel, novega, svežega in stoji za programom, ki je pač v ospredje postavljal človeka. To je družinsko podjetje? Družinsko podjetje, tako. Povejte zdaj, kdo je ta misteriozni ponarejevalec? Kot sem že na začetku dejal, v sami prijavi oziroma v sami ovadbi, zaenkrat gre za neznano osebo. Ampak vi konkretno sumite nekoga, povejte to. Ste verjetno povedali na policiji. Glede na to, o imenu osebe nismo operirali. Jaz po imenu te osebe ne poznam, niti je nisem videl. Govorilo pa se je, tudi med drugimi sodelavci, vprašajte njih, kdo je oseba. Gre za nekega dejansko najstnika, ki je pomagal pri oblikovanju flyerjev, plakatov pa tega, tako da tudi zaenkrat, koliko imam podatke, tudi kriminalisti iščejo to osebo, tako da gospod Peče pa pravi, da zadnjič je novinar RTV rekel, ko ga vpraša, kdo nam je delal vizualno podobo kampanje, da ga dobil na levi nogi, tako da naj si vsak to tolmači, kak ve pa zna. Ker vi pravite, da je to mladoletni sin enega izmed. Domnevam, ja.
Domnevam pa iz konteksta vsega sklopa dogodkov, glede na to, da razpolagam z informacijo, oziroma vem, se to ni v končni fazi skrivnost, da Lipa kot taka ni imela nekega strašnega, bi rekel, budžeta za kampanjo in da smo vsi, tudi jaz v končni fazi, sem ogromno doprineso pri idejah, pri kakšnih drugih stvareh intelektualnih, da se ta kampanja gradila. To ni skrivnost. Vsi poznajo, tudi gospod Peče, ki pravi, da me sploh ne pozna, ve moj doprinos pri stranki, tako da vem pa, da je neka oseba pomagala pri tej vizualni podobi. Ne boste povedali zdaj, kdo ne? Ne poznam te osebe, niti ne vem njenega imena. Glejte, moja kandidatura za poslanca Državnega zbora na listi stranke Lipa je bila sprejeta že pred časom. 26. avgusta mislim, da so se kandidaturni postopki že zaključili in tudi zakon opredeljuje, da takrat več ni možno kandidature zavrniti. Zdaj v tem trenutku seveda to obžalujem. V primeru, če pa bi, ne vem, po kakšni logiki stranka Lipa uspela priti v parlament, pa da bi jaz tudi bil, še enkrat po nekakšni logiki, izbran, oziroma da bi mi volivci zaupali mandat, bi pa seveda bilo higienično, razumljivo in korektno delovati naprej kot samostojni poslanec. Zakaj pravite, po kakšni logiki? Kaj vi niste resno računali na to, da pride Lipa v Državni zbor? Po logiki, ki jo kažejo javnomnenjske ankete, po logiki, ki jo skazuje tudi poslanci Lipe, ki so vsi zelo skeptični, če bodo prišli v parlament. Večkrat sem govoril in z enim in z drugim in s tretjim, se pravi z gospodom Zagorcem, gospodom Pečetom in gospodom Žganer Tavševo, da sami pravijo, da lovijo zadnje glasove in da če bo jim uspelo priti, to je njihova dejansko dikcija, če bo jim uspelo priti v Državni zbor, bo je toliko, da bo presegli 4% prag. Če vas Janez Janša ali Jelinčič povabita v stranko, boste vstopili ali vam je politika dovolj? Bi se skoraj tukaj strinjal z vašim zadnjim delom stavka, kot poštenemu, pokončnemu Slovencu, ki je dejansko zdaj delal, bi rekel, na najvišji državni ravni znotraj ene poslanske skupine in videl, da dejansko je prizadevanje za človeka, prizadevanje za blagostanje Slovenije dejansko na stranskem tiru v primerjavi z boji, ki se odvijajo med samimi strankami v smislu diskreditacij, v smislu nekih pozicij moči. Tukaj sem zelo razočaran. Niste mi odgovorili, kaj torej, če vas povabi, kdo ne boste vstopili v drugo stranko, prestopili? Zaenkrat tega ne bi želel komentirati. V tem trenutku se pravim, sem na tleh, tako psihično kot fizično in o tem zdaj zaenkrat sploh ne razmišljam. Pa boste dali svoj glas? Kateri stranki? Ja, mi zaupate to? Mogoče sem zdaj v tem trenutku v stranki, ki pravijo tako imenovanih neopredeljenih v tem trenutku. Tako da mogoče zaradi vsega razočaranja, ki sem ga doživel, ne bom niti letos odšel na državnozborske volitve.